Dame in gospodje, dobrodošli v novi epizodi podcasta Brez dlake na jeziku iz skrbno varovanega doma mojega nocojšnjega gosta, ki je v roke prijel svojo nadlegendarno kitaro in bo tale uvod popestril seveda z glasbeno spremljavo, kar je edino pravilno. Danes bo z menoj velik mož, velik človek. Definiri velik. Ne? Velik po karakterju, po centimetrih, Opa, okay. takšnih in drugačnih. Ti kaj rekla to? Ja, veliko njih mi je to reklo, o tem kasneje. Ne? Človek, ki ga štejem med top 10 svojih zelo redkih prijateljev, med znanimi osebami in top 5 med svojimi prijatelji na splošno, ne? Ker jih imam zelo malo. Ne? In glasbenik, avtor, umetnik, showmaker, zajban, človek, ki ne zamudi nobene družabne prireditve v Ljubljani in širše, človek, ki je poročen z mojo mrzlo sestrično, ali kako bi rekel, ne? Staro, mlado sestrično, ne vem, mogla je še kar vroča. Skratka, da ne bom predolg, ne? Z mano je eden in edini, očarljivi, simpatični, šarmantni, neustavljivi, nikoli postarani Miki Vlahović. Lepo zdravljen, dobrodošel v moj podcast. Isto, koliko časa sem jaz rabo, da sem prišel ta tvoj podcast? Preveč. Ti si moj najboljši prijatelj. Ja. Miki, ti boš top v 5. mojemu Ja. podcastu, Ja. Kako se reče topcastu? Podcast. Nadcastu. Ti si Ja. rekel, ne, jaz bom v tvojem nadcastu, ker si mi to hud, Ja. ta prvi. Jaz se pa vem, Ja. da to ti 4 leta to že delaš, Ja, zdaj sem jaz ja. številka 212. Leto in pol si številka 73, ampak zgolj zato, ker nisi imel časa priti, pizdati materna. Ne? Miki Vlahović, pizdati materna. Ne, nisi imel časa priti. A veš zakaj? Ne rabiš, ne rabi zakaj se sem zdaj pristal? pojasnjevati. Ne rabi se pojasnjevati. Povej, zakaj te ni bilo. Se bom. Okay. Zato, ker Povej. ker jaz redno spremljam tvoje podcaste. Aha, okay. In sem opazil, da si besedi kot so pizda, kurac, Ja. jebenti, fuck off, si zmanjšal za Ja, 16%. do danes. In sem rekel, ja, in sem rekel, no, vidiš, tudi Istok se bo poboljšal, se je poboljšal. Okay. In morda pa je že čas, da pridem njegovo oddajo, ker jaz mislim, da ljudje, kakšni ne gledajo samo zaradi tega, ker preveč grdo govoriš. Pa sem javno povedal, ja. Ne bom jaz začel javno govoriti. Ne. Miki, glej, znašla sva se v tvojem... Ampak to nima oddaje, ti si imel neko oddajo. Ja, Gardnerjev bordel, ja. To ni to, ne? Ne, to ni to. Tam si bil tudi gost pred leti. Bil si zelo slab gost, Vem. ampak bil si pa, ne. S tem se lahko hvališ do konca življenja. Pa glej, jaz smo se znašla v prečudovitem domu tvojem, kjer živita s tvojo drago ženo Petro. Ne. In mogoče na samem začetku, da te izzovem, ne, z njo si koliko let, Miki? Koliko let? 32 let, drugo leto bo imela 19.6. bo imela 30 let poroke, na kar sem zelo ponosen, bolj na njo kot na sebe, oziroma obratno, tudi lahko rečem. To je kar ena cifra, se pravi 30 plus 2. Ker glej, se zavedaš, da si med temi znanimi osebnostmi slovenskimi, da si eden najtrajnejših slovenskih zakonov. To sem jaz raziskal. Ne? Da mislim, da ni v Sloveniji med znanimi ljudmi tako dolgega in trajnega zakona, kot je tvoj. Ne? Zdaj, se zavedaš tega, da to ni samo da je to res dosežek, glede na vse skušnjave, ki so ti prišle na poti, ne? In si jih uspešno odvrnil, glede na številne snubce in potencialne pleboje, ki so by the way osvajali tvojo Petro in tako naprej. In sta kljub temu zdržala vse pritiske, vse vzpone, padce, kakorkoli, in sta še vedno enako zaljubljena, kot sta bila. Zdaj pa vprašanje, kako je to mogoče in kaj je ključni recept za tiste, ki to morda ne vedo? Najprej moraš imeti tako fejst babo, Ja. ki te vzame s plusi in minusi in žensko partnerico, s katero ugotoviš, da življenje ni črno-belo, ampak je življenje polno tudi ostalih barv, drugih barv, da je življenje mavrica, da se tudi včasih skregaš. Ne? V bistvu pri nas se ne kregamo, pri nas se moja žena
Jezi na tebe. se jezi na mene. Ja. Pač, ja. Okay. Pa ne, imamo drugače pri nas, Ja. veš, kako se mi da skregava. Ne? Tako da žena nekaj reče in me nekaj vpraša. Ne? Ja, recimo, potem- Miki, kje si bil? In potem jaz samo pogledam, jaz ne odgovorim, pogledam njo in ona odgovori v mojem imenu in ni zadovoljna s tem odgovorom in se skrega z mano. A razumeš? Ja, razumem. Ja. Po že v tej fazi. Ja. Ampak do tega priješ, mora pa preteči kar neki ljubezni, spoštovanja, slabih stvari in tudi seveda dobrih stvari. Jaz mislim, lepo si me naj opisal, bom rekel, ponosen sem na svojo družino, ker se mi zdi, da tudi jaz in ona sta bila vzgojena v družinskem, kako naj rečem, stilu, slogu, načinu in to, kar so se mi da naučila, so prenesla na svoje otroke in to zdaj gledam, opazujem pri hčeri in pri sinu. Ste se poročila, zdaj tudi oba, ne? Hčeri Oba, in ja, sin. ne? imeli smo Ja. tako čudovito poroko, zdaj letos od hčerino, kjer se je zgodilo toliko novih stvari. Ti pojmo nimaš, kako tvoja žlahtnica dobro poje. Namreč v polnoči, ko je bila torta, so fehtari pač igrali, pel, in pa so naredili torto v Štatenbergu, poznaš Štatenberg? Grad. Ja, Ja. noter v obzidju in une stopnice in potem so mi da odletela gor v polnoči, nihče ni vedel in so zapela en duet, tako da je 120 ljudi dol jokal in noro bom pa tudi video spot ti pokazal. Moče ga lahko umostiš tudi v tvojo oddajo. Dvomim sicer, ampak bomo probala. No, ampak, Vse Petra poje. A Petra, pa, okay, ampak nekaj, kar želim povedati, je to, glej, kar je mi je všeč. No? Glej, mnogi to tvoje ljubezen, ki jo ti zelo rad, tu si zelo podoben meni. Ne? Jaz tudi celemu svetu rad povem, da sem zaljubljen v svojo Moniko, razumeš, da je to noro. Ne? A ti imaš res to Moniko, ali imaš ti to žensko, ki je fantazijsko? Je prav. Ja, je prav. ona ve, da ti si zelo. Ve. sta par. Že pol leta. Ona ve. Ja, ve. Kaj je narobe z njo? In ne vem, zadnja, ki se mi je uspel nasrati. Zadnja, ki se mi je uspel nasrati, pa gledaj, kaj želim povedati. No? To pri tebi cenim, ne, to tvojo iskrenost, kar se ljubezni tiče. Ne. Morda je to za koga patetično, prevlečeno za lase, da tisti, ki se meče ven, ponavadi ima probleme. Ampak jaz rečem, ne, ni to vedno res. Ne. Imaš tudi take, ki to obelodanijo, ker so res srečni in zaljubljeni, pizdarija. Ne. In ti si en izmed tistih, ki to rad pove, rad poudari, rad pokaže, pesmi dela ženi, v video spote jo delaš, kjerkoli si gosti omeniš. In to mi je lepo in to je odlika pravega moškega. Ne patetika, ampak to ni sladno, to je pravi moški. To je moje mnenje. Tudi jaz tako gledam to. Ja, ampak drugi so ti kaj učitelj, da pretiravaš mogoče. Ja, sem že slišal, zakaj mora biti skozi familija noter. Ja. In potem sem pa dobil idejo, zakaj, v bistvu to, kar jaz delam, veš kaj je to? To je family pop. Family pop, bravo. Ja. Ja. Čeprav tega ne premalo izkoriščam, bom rekel, če sploh ne. Ampak jaz sem se kar odločil, da bom delal še naprej in ima spet dve taki lepi glasbici bom naredil letos bom posnel, drugo leto bom izdal. Pa tudi bojo oni not nastopali. V bistvu je pesem, ki je bila narejena za mojo ženo pred 30 leti slabimi. A ti je zbojem? No daj. Imenuje se... Premierno je to? Premier se še ne obstaja, mislim... Zdaj si jo bo zmislil. Bom do refrenčka ti bom zapel. Morda je le beseda, ki ne upa preko ustnic do ljudi. In morda je hitra misel, plašna ptica, ki višine se boji. Danes pa letel bi do obzorja preko morja, ni mi žal poguma in moči. Zate se razdajam in odkrivam to ljubezen na dan zaljubljenih ljudi. Ljubim te, ljubiš me.
pesem je le zate, ker je danes prav za naju dober dan. Ujel bom žarke zlate, danes vem, da nič ne bo za manj. Danes pa letel bi do obzorja preko morja, ni mi žal poguma in moči. Zate se razstajam in odkrivam to ljubezen na dan zaljubljenih ljudi. Ljubim te, ljubiš me, ljubim te, ljubiš me. Jedi, kurac. Ni lepa, ne? Zelo lepa. Bravo. Vi ste nabrjena pred 15 leti za Valentinovo in tudi za Valentino bo letos. In morda bom celo to naredil za duet. Za duet. Vpraš me, kdo bo nastopil. Kdo bo nastopil? Ne povem. Okay. Bo moški ali ženska? Ženska. Kakšna znana? Seveda. Vpraš me, kjera? Kjera? Ne povem. Ne, moram te pohvaliti, zelo lep komad. Zelo lep komad, tudi besedilsko. Ne? In mene ne moreš tako z lahkoto kupiti z baladami, ker sem zelo zahteven tukaj. Ne? Ampak tole je pa bilo fucking dobro. Ne? Bravo, Ko mi čakam, da posnam. Ne? Ja. Ja, naprej. Ne? Ne, zdaj si me ganil malo. Dobro. Pizda ti materna. Ne? Dobre. Ok, dobro. Isto, kaj pa nikrat tako lahko gani. Ne, lej, bravo, Miki, kaj ne rečem. Ne? V glavnem, no, ostala Petek sva... daša pa ja, pa stan edina. Zdaj Miki moj. Ja, se približuje. Ostala sva pri tej tvoji veliki ljubezni, tudi zdaj si to napisal, ne? Ampak te vprašam, gledam druge te glasbenike, ne? Ponavadi ni dobro to pokazati, ne? Moraš biti zajeban, ne? Jaz pa nisem zaljubljen, jaz niti punce nimam, ne? Jaz sem cool, ne? Če imam punco, sem zaljubljen, kažem, veš, ne? Ti si pa čist drugačen, ne? Res je to. Ja. In poznam pevce, glasbenike, ki so se tako obnašali in se še zmeraj tako obnašajo. Ne vem, no, jaz na koncu prideš domov, jaz sem še zmeraj Miki in tudi tako, ko me spoznaš, ok, ti me tako poznaš, ampak ljudje, ki me vidijo na televiziji prvič, moram povedati, da sem to, kar vidite na televiziji, sem tudi v resnici. Žal. Ne glumim prav, eni pravi premalo, oziroma nekdo mi je iz Celja rekel, ja, je rekel, Miki, ne bo toliko prijazen več, veš, da sem preveč simpa, ne? Ja, sem če si res tak. Ja, pa zakaj točno? Zakaj čem glumiti nekaj, kar nisem, ne? Ja. Nekaj, glej, ljudje se vprašujejo, če si ti kdaj slabe volje, če si ti kdaj sploh jezen, če si kdaj razfukan, pa kdaj, oziroma kaj se mora zgoditi, da tebe stira vrže? Žena. To mi je jasno, ja. Poleg žene. Da me kaj stira vrže. Ja, pa kaj te vrže? Da tako bom rekel, ko pride stresne, krizne sekunde, jaz ful dobro odreagiram in to, tudi, da moja žena ve, v bistvu pomirljivo, se pravi. Pomirljivo. Takrat, ko ljudje kričijo, jokajo, se derajo, bi padal nezavest, jaz padam nek film in delam, grem na easy in trezno razmišljam. To je ti dano vredno. No pa kaj te razjezi? Kaj me razjezi? Ja, kaj te razjezi? Nepravica. Ja, splošno ali tako, kako se tebi zgodi? Splošno. Ja. Tudi meni tako, ampak zdaj, ker sem malo tako že v medijih, pa to je problem, če se grem izpostavljati, sploh ok, politično, da bo zašla, ampak
ne maram nepravic, tako sem vzgojen verjetno, no? Rad imam ljudi in rad imam nepokvarjen ljudi in ne maram ljudi, ki so, jaz pravim, mehni ljudje, ki so nekje doma, se so bogi, zato ker komentarji, naprimer, ki kakšne pišejo, za koga so verjetno boleči, jaz jih ponavadi tudi nočem veliko brati, ali pa preberem par, pa potem neham brati. V glavnem to zna biti naporno, tako da ja, v glavnem nepravica. No. Nepravica. Nekaj glej, hočem reči, da veljaš tudi na splošno, to imajo Balkanci, imajo izraz ljudina, to si ti, ker imaš tudi korenine ti balkanske, predvidevam, glede. Če je bil Hrvat, Zagorac, glasbenik, politik, veseljak, vsi so ga imeli radi. Mamica moja je pa bila tudi pevka, je pa iz Idrije, je pa bila pevka in lih prejšnji teden sem srečal eno gospo, ki je rekla, je pa tvoja mami, ona je bila taka dušica, ona je vsem pomagala, ne. Pa sem rekel, jaz pa ponesem po verbu eno stvar, ki se hočem rešiti. Kaj? Sem rekel, užaljen sem, ne. Pa je rekla ona gospa, ja, je pa imela, znala imeti tako dolg nos, ja. Ja, rad bi se odvadil. Užaljen? Ja. Kdo te pa užali? Pa s čim se da tebe užaliti? Ja, kaj če more? Moja žena klet blizu, biti ona to znala več. Ja, škoda, ko je ni. Potem bi se lahko samo o tem govorila. Ne zna biti užaljen. Pa zamrljiv? Tudi, ja, malo. Pa dolgo, da vlečeš, dolgo? Ne, po mojem ne, ampak v vsakem primeru predolg. Predolg. Ja. Ne želim se biti, no. Ja. To smo presenetili, da si užaljen, ne. Pa za malenkosti? Zato sem na tvojem zicu klene. Ja, mislim, za malenkosti si užaljen. Ja. Resno? Kaj, da ti zdaj rečem, kaj, da imaš... Da mi žena reče, ja. Da imaš malega, najboljši sataraš na svetu, naredim, ona pa ne komentira, naprimer. Nisem jaz užaljen. Dobro, to je logično. Ker ne komentira. To je ločitev. Ne, to ni za A, razumem. To je ločitev, to je ločitev, pizda. To ti pravi. To je ločitev, to te razumem, ja. Račko, ki delam 5 ur, veš, pa nekaj naredim. Kuharske te prizadanejo, če te kdo ne pohvali. Ja, zakaj ne rečeš, dobro je pa za nič, ne? Danes si naredil čudovite vafle, z okusom po jabolki, čudovite vafle si naredil. No, ja, čudovite jafle si naredil, to moram pohvaliti. Jaz osebno, kot gurman, kot velik gurman. Rad kuham, sem pa rad sprobavam nove stvari. No, sem prvič v lifeu to delal, enega vafla še nisem spekel v lifeu, no, sem pa neko mešanico od palačink in zdaj sem neko palačinke, jabulačinke pa jafli, ker sem dal jabolka v maso in potem sem pekel v mašini za vafle. Zdaj prej si kar preslišal, ko sem ti rekel, ne, če bi ti žena rekla, da imaš malega, če bi bil žaljen, da si pa kar preslišal. Ne, to sem hodil v psihiatru 12 let, pa mi je povedal, da ni to taka reč. Ne. Da 13 ni malo. 8 centimetrov 18 imaš zdaj. V mehnem stanju pač ni to to. Ker bil si 13 nekoč. Ne? Ja, tretjemu razredu. Ja, ja. Tako Martin Strel. Ti, Miki, ampak zanimivo je res. Ni šlo brez tvoje oddaje, ne? Ja, malo sem moral, ne? Ampak glej, Miki, to te moram vprašati, ne? To kuharija tvoja, ne? Predno boš še eno pesmico zagral, tu si pa res strasten. Tukaj bi lahko celo, si des drzno reči, da ti včasih kuharija, da se ti bolj dopade kot muska. Bi pretiraval, če to rečem? Ne, so pa podobne stvari, vse je umetnost. Ne? Nisem šolan kuhar, daleč od tega, niti nisem kuhal nikoli. To se opazi, ne? Ja. Ker si probal moj jafle. Ja, to si opazi. Ampak improviziram. To mi je improvizacija in v glasbi mi je improvizacija. Jaz sem skozi impro, liga v muziki z bendi in v hrani je podobno. Jaz preberem, če ne vem, preberem na netu 3 recepte in potem si najdem nekaj, potem sprobavam, kaj gre skupaj, itak vem, že sladno, sladko, kislo, žar, tudi rasturam takšne stvari. Učim se pri picah, kupil sem si mašino za pice peču na, veš, se imenuje 500 stopinj noter, ne. In poskušam narediti dobro pico, zdaj sem pa v fazi kruhov. Ampak ne tako, ki obstaja, moja žena dela kruh, ne s kvasom, ampak z vinskim kamnom,
ko ga naredim, takoj daš peč, nič vzhaja, Jaz pa zdaj skrijem pa malo na kvase in s kvasi, da se dvigujejo, pa samo da se nekaj dviguje. No. Ker namreč sodeloval si tudi v tej kuharski vdaji, ne? Kaj je tam, riba, raca, rak. Ja. Riba, raca, rak in ti je šlo v redu tam, ne? Bil sem letos v prvi seriji, prva oddaja, se pravi, sem jih gostil. No. Ja. In tako je bilo res fora, ker nisem imel kdo pride. Ne. A to domov k tebi pride folk? Ja, prav. Drugega se vabi, ne? 5krat greš okrog, ne. Bravo. 4krat k sebi. In skuhaš nekaj, ne poveš niti, jaz nisem vedel, kdo pride, ne. Vem sam, da sem imel Tilen Lotriča, ki je rekel, da je on da on školjk polžal v life, ne bo več jedel, ne. In sem rekel, kaj pa je to sem rekel, to so pa izolske klapavice, so pa polži, ne. Ampak sem jih gratiniral, tako da itak ni vedel, kaj je. Pa imel sem, žrebička, rebra žrebičkova, ker sem tudi 4 ure delal. Si samo jel konja? Ja, po nivah sem laufal in sem tudi pekel tako 4 ure. Jebentiš. Ja, lepo sem naredil. Nekaj, mislim, vem, da zelo rad kuhaš. Prav dober je bil, no. Mogoče je tudi to razlog, da je žena s teboj tako dolgo, ne? Si razmišljal o tem, da je tudi to en ključ? Jaz mislim, da je, veš, ona hodi v službo, ona je normalna, ne pač, ne. Nimaš ti doznare kot glasbenik, da bi jo preživljal? To vsi mislijo, tudi za njo. Ja, mislim, jaz si upal, da je tako, ne? Potem si ona razlaga okrog ljudem, da hodi v službo, zato ker je pač ni toliko dolgo, ja, da ne zgleda. Razumem. Ja, ker itak imamo denarja, to so pri nas milijoni. In ona hodi v službo in ko ona pride domov, je vsak dan kosilce, 3-2 na roke gor in kosilce na mizi. Pa kaj si ti? Tudi danes je bilo. Pa te nima na sumu, da ga kaj seriš, pa da se zato tako potrudiš? Pa se nimam cajt tega sred, mogoče tudi zato zadovoljno, ne? Ja, ne vem. Ker cel dan kuham, to ni 5 minut kuhanja, ne? Tako da, ko boš kuhati začel, bo tvoja vedela, da si res njen. Ne, pri nama z Moniko je drug problem, ne? Da ona tako vrhunsko kuha. A so ime si dal te tvoje namišljeni pici? Ne, je prava. Prav ime si dal. Poslušaj, tako vrhunsko kuha, da si jaz ne drznem niti probat, ker bi se usmešal. Tako dober kuha, da... So si zato padel na njo, ne? Tudi. Na njo, tudi, ja. Ona tako dobro kuha, Miki moj, da brez veze. Kuhanje je res ljubezen. Kuhanje je ljubezen. Jaz gledam, kako kuha, ne? Jaz zraven gledam in to je fascinantno. In jaz dejansko tudi dajem ljubezen v hrano. No, se to ti govorim. Dejansko... Ker ona vse naredi v obliki srčka. Res pa, da vsako hrano naredi v obliki srčka. Problem je to, da njeva čist isti okus žena, ne? Ja. Ona bolj plain je, jaz pa hočem improvizirati, pa iskati nove stvari, pa kakšne začimbice, pa drugače. In ona je pa bolj klasična, ne, čeprav tudi rada proba. Ne. Upam, da ni klasična vse posod, ker pa ni najboljše to. Boš kaj zaigral, Miki? Ne vem, kaj naj ti igram? Ne, zaigraj neko lepo. Kakšno lepo? Ja, neko lepo. Te še ena zapoved, ki bom naredil tudi drugo leto. A še eno? Ekskluzivno? Novost? En komad, ki je tudi star 25-30 let. Okay. Ga bom kar novih nimaš nič. Ne, imam tudi svoj komad, vse ti bom vse zapel. Ne? Okay. Ne, vse ne boš, ker nima časa. En komad, ki je ga napisala Karmen Stavec. Karmen Stavec, to je tako joka. Ja. Aha, okej. Pa Martin Štibernik, ko sta bila še par. Bravo. Točno, ta sta bila. Sem le živel, sem taval, po svobodi sem hrapenil. Takrat nisem vedel, kar želim tiste dni. Meni česar ni bilo strah, si ne bi nikoli priznal, da nekoč mi bo kdaj žal za vse, da izgubil bi srce. Ali bo še verjela, sama več ni nobene, ki bi me prevzela, tebe hočem le. Ali bo še verjela, daj ne smej se verjami, skupaj bova živela, kar pomeniš mi vse. Lepo. To je cena kitica penre. Ne, da ne bom, ker vidim, da doma predolgo dajo. Ne, imamo čas, ne bane panike. Samo to mi povej, koliko časa recimo nastaja, ta je nastala neki cajt nazaj, si rekel, ne? Ampak tako nasplošno, koliko časa rabiš, da napišeš en tak res lep, dober komad, pa da ti je res všeč tudi tebi osebno, ker če njega ne daš ven, muziko delam,
kleko zdaj sediva. Ja. Prav Prav tukaj. Ja. To je izvirni greh, se tudi Ja, ponavadi tako, ko gre žena Petrica spat, to je po polnoči in se pa čistih. Aha, da je ne zbudiš. Ti si ta, ti si ta, tvoj pogled skriva tisoč sanj. Nasmeh kot pomladni dan, oči so kot zvezde v temi, odrivajo me, ne da bi pil. In gremo refren, pazi. Ti si ta edina, ki zna, zato šel bom na konec sveta. Ti si ta, zameš mi zrak, zate sem čudež brez napak. Ti si ta, ne rabiš besed, zame si najlepši cvet. Ti si ta, nasmeh mi rodiš, tvoj sem lepo mi res dišiš. Ti si ta. Ti sem referenčki tako malo poandal. Pa koliko cajta to delaš? Jaz naprej glasbo naredim, pa besedilo. Ti si avtor kaj obojega ponavadi? Ne, ponavadi pa koliko je tako mati, ja. No, koliko cajta? Pa rečemo, da delam muziko tako 1 uro, ali pa lahko 10 minut. V bistvu, če mi iz prve melodije pade, ne? To pa. To je stvarjalni proces zdaj, ne, dame in gospodje? Pa da besedila še nimaš, ne? Ja, to naredim melodijo. In pol tuhtam, o čem sploh pet, ne? Vedno je najprej melodija. Ja, je pri meni, ja. In pa se, teksti mi pa ne ležijo toliko, mi je težje delati, tako bi rekel. In tam imam pa daš komu drugemu napisati. Muke. Veliko sem naredil z Rokom Lunačkom, on mi je najjači, jaz pravim. On mi je tudi lepe besedila napisal, kot na primer. A bi šla kdaj z mano v načaj, nadoknadit, daj vas za nazaj, da poveš mi vse, kako ti gre, da ti rečem, da pogrešam te, občutek navara me, do mene enako čutim še. Znaš, še vedno sem isti, še vedno si ista, bistvo sva takšna kot nekoč. Jaz malce neroden, ti sramežljiva, ko se dan previsi v noč. Še vedno sem isti in ti si spet ista, punca v srajci do kolen. Jaz malce glasen, ti pa bolj tiha, rada se imava, enako to dobro vem. Pa-da-da-da, pa-da-da-da, pa-da-da, pa-bam, pa-bam, pam. Taka lepa. Pa nisi tak slab, ti kot jaz mislil, veš? No, lepo. Ne, dober si. Ampak, glej, to te še vprašam, ne? Ta tvoja glasbena pot, jaz vem, sem malo naštudiral to tvojo kariero, ti si kot mulj si bil vrhunski ping-ponger, ne? Torej, namizni tenis je bil tvoja velika strast in koliko si bil dansko dober v tem, to dajmo razčistiti zdaj. Prvak si bil, kaj? Bil sem tudi kakšen prvak. Ja. Moj največji rezultat je, da sem imel med 16 v Jugoslaviji. V celi Jugoslaviji? V celi Jugoslaviji. Opa. Bil sem v Sloveniji tudi precej dober. No. Ja. Se tako če si bil, si bil. Še zmeraj igram ping-pong. In tudi moram povedati, ligo igram neko, da se pri ping-pongu tako dobro zgonem na Švicam, bolj kot pri vseh športih. Ker to ni, kakšne reče, ping-pong, se stojiš, pa malo z rok se delaš. To ni, vsak udarc imaš ti dvakrat prestopiti. Tako se tedek z nogami. Ne? In je kontrola in razmišljanje
predvidevanje, hitrost, hiter nisem več, ne vem zakaj, ampak ne. No, pa sredetljivo hiter si še vedno, glede na postavo. No? To moramo priznati. Sem pa športni pianist. Je pa nekaj, kaj si športni pianist? Tip. Tip, okay. Je pa moj sin veliko tega od mene teh genov dobil. Kar on je bil pa vrhunski hokejist. Ne? Ja. Je pa tudi vrhunski športnik, on za vse športe, tudi karkoli, smučanje, košarka, zlatorogce imel. Pa sem rekel, 5 ping-pong probat, ker sem rekel, to je šport za inteligentna, pa je prišel domov pa je rekel, oči, ping-pong pa kar ti igrej. Ampak zakaj si pa, mislim, če bi šel v to smer, kaj bi postal svetovni prvak? Olimpijski prvak? Ja. Si bil tako dober? Ne, jaz sem res talent za veliko športov. Veliko športov. Sam za vrhunski, bil sem tudi vrhunski športnik, še v prvem, drugem letniku, ampak za kaj več, veš, talent je v bistvu, če hočeš biti špica je 15, 20, 30% morda, ostale pa garanje. Jaz sem pa uživač, lenuh, nam rekel šalabajzer, na neki področju tudi, ampak nisem iz tega testa, da bi toliko se žrl, toliko imel volje, grebu se, da bom nekoč svetovni prvak, nimam toliko energije, da bi igram pa ful z veseljem, tudi zgubim z veseljem zdaj, ne. Pa zdaj po 50 sem malo obrnil svoje. Ker jaz sem tudi zelo rad, če se pohvalim, da je šport za inteligentne, zato sem ga tudi sam zelo rad igral. Nisem bil tako dober kot ti, sem bil pa enih 5 različnih luparjev in smo ga v bloku, ko smo bili mali mulci, smo ga igrali, pa sem pa to žal prenehal in mi je malo žal, pa žogica, če je bila počena, si probo tako, da si z luparjem gor šel, pa če je prsketala, pomeni, da je bila počena, pa si mogel novo, da to se prav spomnim. To mi je, nisem bil slab. Ti povem pa eno stvar, anekdoto, naprimer, jaz sem imel to hud side spin, top spin, pa high spin, side spin, da ko smo v petek imeli trening, recimo se pravi od 5 popoldan pa do pol 8, 2 uri pa pol treninga, ko smo pospravili žoge, jaz sem pač pospravil žoge v takem taku škatle in ko sem prišel v ponedeljek na trening v 5 uri, ko sem prvo to škatlo z žogami, se moja še zmerno odvrtela. Tak hud spin sem imel. Bravo. Pa še zdaj se vrti, ne? Bravo, to je že skoraj ta, bom rekel, univerzalni spin, ne? Univerzalni spin. Miki, in kdaj si prvič v lifeu pa v roke vzel kitaro? In si rekel, dio, ping-pong, zdaj pa kitara. V tem prostoru sem dobil kitaro. Pa tu si živel že, kot mali mulček not. Tvoji so živeli tudi? Ja, moji starši. In tukaj sem dobil kitaro, tako Palma Blagor. Kaj Blagor? Palma, narisana, ne vem, kje je ta kitara končala, pojma, njem sem se že večkrat spraševal. In potem je oči, ko mi je kupil kitaro, mi je dal tako listke, veš, ki se zalepijo, in gor mi je akorde napisal. Post-its. Ja, in mi je dal to, 10 teh, preko klemaš pa se nauči. In jaz sem, ker se bo treba naučiti, sem dobil odpor takoj. Po 2 leti se nisem dotaknil kitare, pa sem imel pa, itak so vsi glasbeniki v moji žlahti, mi je sestrična, ki igra harmoniko, je bila pevka tudi znana na Hrvaškem, je potem malo akorde, pa so pa kar začeli igrati in sem začel spet kitaro igrati in potem sem se še sam klavir naučil, ker sem poštekal, če je to C, kaj je to C, in sem se naučil klavir, pač vse sam. Ne zna pa ene note napisati, ne prebrati. No, to se ti pozna. Ampak kaj želim povedati, ne? Kdaj je bil pa tist, vem, da si neke bende imel že v srednji šoli ali celo v osnovni, ampak kdaj je bil tist preskok, ko si pa rekel, čakaj, jaz bi pa zdaj z muziko se bavil profesionalno, to je moj life. Točno. Kdaj je bil ta, veš, pa vsake glasbenik na trening ping-ponga se šel. In v Zalogu smo imeli dvorano, zdaj ni več, da so jo podrli, Zadružni dom, kjer smo igrali ping-pong. In jaz sem imel tudi špil v tej isti dvorani za svojim bandom, ki sem imenoval Banana Band. To je bil srednješolski band. In plakati smo imeli tako na plakat. In plakati so bili na odru te dvorane, kjer smo trenirali. Ne? Je bil na odru plakat. In potem sem jaz tekel na ogrevanju in sem se spraševal tako, koliko časa, drug letnik je bil, ne? Koliko časa, če se mi sploh še da ping-pong igrati, ne? Ker ko spriješ med članem, zmer manj tekem, in tako
In ko sem kaj tlava, sem študiral, dajmo še eno leto zdržati ping-pong. In ko sem prišel do plakata, sem rekel, ne bom kitare, igral punce, bebe. In sem pa tukaj band, ping-pong, sem tako prav tukaj. Ker pri ping-pongu ni punc, ne? In potem Tam ni punc, ne? Samo pač Ja, ne, ni. Se odlušnilo, so bile lepe. Ping-pongarke? Ja, nekoč, zdaj ne. Meni dve sta bili zelo všeč nekoč, ja. Nekoč, ja. In pa sem se odločil za muziko. Ste še žive? Jena, sigurno. Ja. Vesna je bila najlepša ping-pongačica. Vesna, mislim, da je ona selektorka ženske reprezentance. Bravo. Vesna, iz vaših koncov. Ali Zagorje, Trbovlje, tam Vesna ping-pong. Ja, Vesna. Znam priimek, no. Vidim, da je res, ja. Ampak pustimo. V glavnem, no, in potem si videl, da je muska tvoj džir. Ja, in pa sem se odločil za muziko in smo v srednji šoli naredili band in smo hodili tako v Kranj, v Predoslje, v gostilno Krištof, ker nismo imeli bobnare in sin gostilne, Bolka, je nam kupil takrat ozvočenje, smo imeli vse bokse, kombi, plakate, pisali skupina Krištof, tam na kombiju gor v Predoslah. In smo igrali trikrat na teden, smo hodili iz Ljubljane, se pravi 4 avtobuse ali 5 si jih mogel, da sem prišel do tja, rabil sem 2-3 ure, da sem prišel na vaje in nazaj. Ob sobotah smo imeli pa možnost igrati na terasi poleti te gostilne za pomfri pa Coca-Colo. In potem nas je oče še domov odpeljal tako. Ampak to je bilo meni, se pravi, nisem gledal na denar, meni je bilo to življenje. Tako kot danes imam feeling, te otroci, ki pridejo, fotri in kupijo najdražje inštrumente, pa so že zna 3 akorde, pa komu pa zaslužil. Pri nas ni bil denar, point. Ker glej, kje sem pa jaz tebe prvič videl, ne? Ja, to pa mene zanima. No, ti zdaj povedal. To je bilo v 90-ih letih, mislim, da v drugi polovici 90-ih let, kjer, če se ne motim, so že bili Viktorji, poprav me, če se motim. 90? Kjer v 90-ih letih so že bili Viktorji. No, vidiš. Čakaj, v 90? Druga polovica 90-ih. So bili že Viktorji. Ja, zmer smo ustanovni član. No, in namreč takrat ste vi imeli nekje na morju nek koncert. Čakaj, se valjte zmotim. Ja? A je kakšna kelnarca klet, da bi meni vodo prinesla, ja. Gospa Joži, lahko vodo. No, in vi ste imeli nastop, ampak na morju nekje je bilo. Okay. Ampak niste igrali svojih komadov, ker jih takrat verjetno še niste imeli, ker ste bili cover band. In vi ste takrat, je bil hit All for One, I Swear. I swear. Evo. In ta komad, ki je bil meni takrat ful dober, ker sem bil takrat v R&B-u, hip-hopu, ste ga vi zaigrali tako dobro kot original. The moon and the sky, I swear, by the moon and the stars in the sky, Včeraj ste bili boljši kot zdaj ti. Ba 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 ba. I swear. Vodo. By the moon and the stars in the sky, I swear. By the moon and the stars in the sky, forever we love. Da 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 da. Ba-na-na-na-na. Jožica, prineste. I swear. No, in ko sem jaz to čul, sem rekel, pa kaj je to za en band, da igra ameriške R&B komade. In vi ste tisti večer igrali cel kup enih coverjev, ampak to tako dobro. Ja. Synth, bobni, nekaj vse ste imeli, sem nekakve matrice ali ne, ampak nič, da igrate v živo. Vidiš, ne? In sem rekel, pa kaj je to za en kurčev band? In takrat sem jaz prvič, da sem imel ti dolge lase, mislim, da je bila ta originalna postava, ti, Robi, ne vem, kdo je bil takrat čez zraven. In sem rekel, pizda, to so pa eni nori fantje. Sam pa ste me razočarali z avtorskimi komadi, ampak to pustimo. Ampak takrat ste bili res vrhunski in takrat je bil moj prvi stik
ste boj, da sem videl, sem rekel, pizda, in pa sem govoril o vas. Viktorji, to so dobri toni, igrajo, pa je sve, pa to, pa ni noben vedel, kaj govorim. Ampak sem rekel, ne, Peter, njihove koncerte, oni so fukinji, res igrajo. Takrat je imel še pol malo kasneje Aleš Uranik, Šan Kroka, imel tudi nek cover band, Funk You, se mi zdi, da je bil naslov, to nič veš. In je imel podobno špuro, ampak vi ste bili res dobri. In moje vprašanje je, ne, če more band, da rata dober v svojih komadih prej leta in leta nastopati s coverji, je to dobra stvar za band ali ni? Ker je preveč cover band postane, pa premalo avtorski band. Kje smo tu? B. 500%. To je bil naš problem. Mi smo pač igrali tisti čas po celi Evropi, po teh dansikih, po klubih, kjer se je pač igralo oziroma poslušala hit parada, se je takrat rekel, ne? Moderna glasba. Mi smo to naredili reprodukcijo v živo, teh komand, ki so bili popularni v Evropi, smo jih mi igrali v živo. Ne? Ko pa narediš primerjavo z avtorsko glasbo, je pa to bil naš problem. Tudi jaz sem se dolg časa s tem ubadal, oziroma imel frke, da nisi več originalen, ker znaš ful dobro reggae komade zapeti, ful dobro funky komade zapeti, balade dobro zapeti. Zdaj pa ti naredi en komad. Kva pa si ti, če znaš vse, ne moreš biti originalen več. Ne? Tako da jaz kot Miki sem se najdel, bom rekel, v baladah, ne? Ker dam največ sebe lahko tam. Zdaj pa tudi zadnje komade, 3 sem pa dal take hitre, tudi da so veseli. Daj se nasmej, griva naprej, tvoja pisem, tvoj korak je zame zrak. Daj se nasmej. Taki so viš bolj hitre. Ne, tudi Plestenjak je tudi rekel, ne, da on bi samo balade delal, če bi lahko, sam bi folk zaspal. Ne. Folk rabi tudi hitre komade, ker ko ti priješ na nastop, ne moreš samo balad igrati, ker to ni vredno za ljudi. Ampak če bi lahko, ne, bi pa verjetno sam. No, zakaj pa rečeš, jebite se, ne bom igral hitrih, moja špura so balade. Na moj koncert prijete pa samo romantiko zganjati. Ne bom igral hitrih. Zakaj si to noben glasbenik ne drzne? Niti največji svetovni glasbeniki si tega ne upajo. Pa so znani po baladah, ampak tu pa tam morajo kjer hitro dati, da ljudje kao ne zaspijo. Ampak če jaz vem, da ima Miki balade, bom prišel zato, da bom poslušal balade. Recimo. Veš, Miki je pa znan tudi po tem, da delam res dobre zabave. Žure, ne? Ne moram pa žura delati. Ker si showmaker, ne? Ja. In jaz naredim res super zabavo, spet sebe hvalim, ampak res je, znam, imam feeling za ljudi, ko bi postavil še prostor, bom naredil zabavo. Ne? In zdaj pa sam s temi mojimi, ne, bom rekel, lepimi, ne? Leta so le znak, da mi zvest je tvoj korak povsod. Srečen sem, da sva si mi dva križala najlepšo pot. Ja, viš, težko pol narediš. Ko me noč pokrije, ali sonce sije, tebe imam. Viš, od tebe rad imam, ko me žalost prime, tvoj nasmeh odrinejo na stran. Viš, od tebe rad imam, viš, od tebe rad imam, viš, od tebe rad imam. Viš, to je ful lepo, ampak... Ja, meni je lepo, ne? Ja, veš pa ti nekaj džusko, pa jih ne moreš. Zakaj bi džusko, če prijem na koncert balad? Zakaj bi mogel džuskati pizdati? Jaz ne zastopim tega. Ampak jaz delam... Tako, gledaj, ko sem zančeval, sem Moniko pelal na Petra Graša, to je tak, ki res obstoja, Monika, ne? Tako tebe kopira? Ja, ne, Monika pravim, da obstoja, res. 100 puncev sem šel, ko ni izmišljena, ne? Ko me zabavaš, ne? To ti je doktor rekel, tudi star psiholog. In sva šla na Petra Graša, da je začel mi igrati neke, razumeš, 9, 10, pa kaj igraš, ne? Pa ne, da si. Pa kaj s tem začel, vidiš? Pa kaj si, jaz in daj ti meni igrati tiste, ne? In polet na en par takih pozabil in me manjkalo, da bi šel gor, da bi mu povedal, kaj se gre, ne? Meni, to ne moreš delati, ne? Če prijem jaz na tvoj koncert, mi ne igraj dreka, igraj mi to, zakaj sem jaz prišel tja, ne? Ampak glej, očitno je že tako, kot ti praviš, da folk
rad tudi žura. No? Ampak če se še malo vrnemo, Miki, na ta tvoj Viktorij zgodbo, ker to je bila velika zgodba. Tu moramo priznati, pa ti spot, ko ste striptease v spotu, nisi dober komad. Ta je dober komad, ko se slečete po vzoru filma Full Monty, razumeš, ne, vrhunsko. In delali ste res dobro, pa številne hite in tako naprej. Ampak mi povej, skupina tako dolgo, da obstoja, ne, to mora biti kar nek trademark, neki hitov, ki trajajo. To ni mala stvar. No. Skupine hitro grejo k vragu. Ja. Kaj je recept? Hiti? V bistvu, ne, mi smo v 35 letih, ko sem jaz bil zraven. 35 let? Zdaj že več. Ja. Mi smo bili tudi en mesec fraj. To pomeni, da ste skozi igrali. Ja, a veš, da so razni bendi, ki pravijo, no, smo že 40 let, po mes 15 let niso igrali, zdaj so pa spet, pravijo, da imajo 40 letnice. To ni 40 letnice. Mi smo imeli pa 35 let do covida, en mesec nismo bili fraj. Pa kaj, vsak teden ste nastopali? Vsak mesec pač, v mesecu smo imeli 2, 3, 4 nastope. Konstantno? Zmeraj, 35 let? Ja. In več. Kdo vas je najemal? Vem, kdo ne. Ja, ok, jaz vas nisem imel za kaj. Ne. Ja, nekaj gledam, ampak hočem reči, ne, kot te party bandi, tako jaz sem vas gledal kot party band, ne, pa vem za žur, kaj so bili takrat Kingstoni recimo, vi, pa tele, kaj so tale naš, no, Mambo Kings, ne, a veš, ne? Ampak vi ste vse, se mi zdi, imeli to neko špuro, da ste tudi malo, niste bili skozi enakem stilu, ste tudi malo šli tja, pa malo tja, pa malo tja. Ne? Ampak folk je to vse bil navdušen, folk je vse, kar ste naredili, je bilo vašim fanom očitno všeč. Ja, ampak smo potem spet na žugah igrali vse ostalo razen svoje. Ne? Resno? Okay. Razen Zelene dežele. Kaj je to, kje je to? To je pa neka pesem. Dežela, moja dežela. Ne, to je Plestenjaka. Čakaj, ne, zelena dežela. To je ta tvoja, ja sem. Posnel si jo celo z temi 4 legendami, ne, skupaj. No, daj zapojem jo, da vidim. Ta zelena dežela me prevzame, ko hodim po mestu do Ljubljane. Ali kak je? Ne, no, daj. Ja? Dežela, moja dežela. Ne, ok. Posod sem bil. Aha, bravo. Čisto sam, pod za kruhom vodi vedno druga. Prevozil sem tisoč cest, vida bliščim vida tujih mest. In ta zelena dežela me prevzame, ko vozim po cesti do Ljubljane. Tu imam ljubezen, tukaj sem doma. Pogled na Savo, tako me gane, da v kosa rosi in v hribe jame. Solza pravi srcu, da sem samo ti tukaj doma. Le tega se kupiti ne da, ker sem jaz tukaj doma. Le tega se kupiti ne da, ker sem jaz tukaj doma. Tukaj doma. Tukaj doma. Ti veš, da je to eden največjih hitov v Sloveniji v moderni dobi? A res? Moderni dobi? Moderni dobi. Se pravi, novo tisočletje, vsi možni komadi, ta je zagotovo med največjimi, najbolj prepoznavnimi pesmimi zadnjih 30 let v Sloveniji. 90. To se upam trditi. Super. Je pa nekaj res, ti gre na živce, ko je moraš to kar igrati. Ne, hitek je zaigrati zmeraj drugače. Zmeraj drugače. Ampak da je ta recimo še vedno tista, ko jo hočejo od tebe, namesto da bi rekli, Miki, nove nam igraj. Rečejo to, dej deželo, jebeš te nove, dej deželo. Pričakuje, da bi dežela zmeraj zapel. Ti ne gre to na kurac, po domače rečeno. Ne, veš kaj pa mi gre? Ja. To, ker se bojim, da ne bom nikoli nič lepšega napisal. Materno. To je strah, ampak delam na tem. Ja. Nekaj se ne gre, da tvoje komadi niso enako ali še bolj lepi, tudi besedilsko, ampak ta je ponarodela, to je zajebano. Ko je en komad ponarodel, ga težko presežeš in dosežeš. Razen če si Michael Jackson. Ne? On jih je imel pa
30 takšnih ponarodelih, ne? Pa še kdo. Ne? Ampak si razmislil, kakšen komad bi moral izdati, da bi ujel ta džir. To je edini strah, ki ga imam, da je težko spraviti komad na ta nivo. A veš, tudi ta pesem, ki je bila napisana. Patriotska pesem je to. Ja, vem, da sem še bridge delal tam v studiu na dan Karana, ko smo jo snemali zjutraj ob 3-4 še. Smo celo ploščo snemali s Sašo Fajonom pri Lu doma, Macmillan, veš, da je Lu, ne veš, Lucien. Ja, Lucien Lončina, iz Slovenije ima talent. Ne? Ja, pri njej doma, ker njen mož je bil naš menedžer tudi, pod Zatujino in ona. In ta komad je bil tako, sem jaz naredil za številko 12-13 za na plošči. Štartali smo pa hočeš me ali nočeš me. Tako imate, ja. Dežela pa pač bila nekaj, da je bila številka, pač, da smo malo zafilali. Ne? In se je zgodila dežela. Ni to bilo, veš, Ben je pričakoval, da bo tako prišla pod kožo. Pa se takoj ni bila, ne? Ne, kje? Takoj ni bila hit, ne? Ne, pa kje? Če si razmišljal, da je to skozi leta postala ta pesem. Kaj pa to fora? Ne vem, ne znam razložiti. Da so jo na novo odkrile generacije, ali kaj? V bistvu, koliko je star komad? 27-28 let. No, pizda. Pa poznajo vsi, ja. Veliko ljudi poznajo. No. Vsi jo poznajo. Sem zelo ponosen. Če jaz rečem, da poznajo vsi, jo poznajo vsi. Tu ne rabiš nazaj odgovarjati. Tako sem rekel. Oprosti. Ampak glej, ne, hočem to povedati. No. Potem si jo posnel še pa v verziji, kaj ste bili legende. Kdo ste bili? Ti? 4 mušketerji. Ti, ja. Wolf, naš prijatelj? Vili Resnik. Pa Miran Rudan. Aha, pa ste pa sam pa tem ostali. Imeli ste pa plan, da boste 30 komadov posneli. Ja, pa tudi velike plane. Ja, Covid se je zajebal. Covid se je zgodil. Aha. Tako da je padlo vodo vse skupaj. Pa je šlo pa na razen. To je bil nek super band, tako imenovan. Super ekipa smo bili. Ja. Pa ste imeli res starci. Ja, dvorane, pa tako na bik. Pizda. Ampak pač se je zgodilo, kar se je. Hvala Bogu, da ste tvojo prvo zbrali, ne? Ker pa nič druga več ni bilo. Ne? Ja, dobro. Ja. A kaj ne vem, ali kaj? No, pa to mi poveš, Miki, no? Potem pa ta novica, ne? Miki Vlahović, solo. Ne? In jaz sem se takrat vprašal, pa čakaj, da se je temu zmešal. Ne? Isto kot Dejan Dogaja, poskočni muzikanti, če eno hitro, pavšalno primerjavo potegnem. Ne? Kaj je s tem človekom? Ne? On je šel tam, ko je kruh, ne? Je nor. Ne? Je dober, je znan. Se je skregal s kruhom. A veš, je znan, ampak pizda, solo, ne? Še Freddie Mercury to ni mogel narediti. Ne? Je šel solo, njegov album Mr. Bad Guy šel kurac, pa je bil Freddie Mercury. Ne? Ampak s neko glega, ne? Šel je stran, zdaj, a si ti šel stran, ali si želel iti stran, to mi bo zelo na hitro povedal, kar bo želel povedati. Ampak pogum, ne, je tu pizda ključnega pomena. Ne? To moraš biti nor. To moraš biti nor. Daj mi to zgodbo povej. Zbudil sem se enkrat zjutraj, prav tam na gor v spalnici in dvignil sem blogra. Dvignil sem pospravljeno pospravljeno. Vsak zjutraj pospravljeno. In potem sem dvignil rulete in na ruleti je bila pika polonica. Prvič ne vem, kaj je to, in sem vzel telefon in sem šel pogledati, kaj pomeni, če vidiš zjutraj pika polonico. In mi je napisal nova zgodba, novo življenje, nova pot, in sem vzel s tem telefon takoj cel band, sem poklical cel band, sem rekel, vsakega posebej sem poklical. Odločil sem se, da grem solo zgodbo delati. Ne? In so vsi stali za mano, vsak mi je rekel. Ste še neki, mislim, skupaj so te spremljali. Ja, tako. Pač pa so prišli pa drugačne krči, bom rekel, pa ne na moji strani, druge, težnje, mogoče so se kakšni malo drugače predstavljal in mislim, da bi čas, morda bi lahko pred 25 leti že naredil, so mi mnogi govorili že, prijatelji, tudi iz medijskih logov, ampak jaz sem pač ziharaš in sem rekel, bom jaz ker Viktorji, to je kar fajn, mi tako delamo po celi Evropi, špilamo, lalala. Če bi takrat avtorsko že kje delati, bi bilo danes bistveno lažje mi, no. Ampak so pa drugi plusi, no. Spet sem dobil zagon, itak imam še veliko zapovedati in uživam v teh mojih letih mladih
morda niso več najmlajši, ampak so žlahtni in uživam v takih malenkostih, ki ti sploh ne da razlagam, ampak gledam čist drugače, kot sem gledal pred 20, 30, 40 leti in uživam življenje, res. Glej, Marko Vozelj, ne, recimo, je šel iz Čukov ven, ne, in moje vprašanje je namreč sledeče, ne, to mora biti kar zajebano, da je nek posameznik v bendu, pa ne vem, tale Gušti, ne, iz Bigfoot Mame, ne, pa želi nekaj drugačnega, nekaj novega, nekaj svojega, mislim, da kako to zdaj z bendom se zmeni, da se ne boste pobili, da se ne boste skregali, da se ne boste sovražili, ali biti še mal tam, potlači to željo ali pis, da imeti jajca, pa mogoče bi mnogi šli stran, pa niso šli. Ja. Kak je to? Ne? Eni pa recimo so pa skozi v bendu, ne grejo pa nikoli stran. To je varno. Spravo, da si začutil, da moraš... Ampak je pa dejansko dolgce, tako, če ti povem, po 35 letih z bendom, Viktori, dejansko imam že dolgce, jaz ful improviziram, pa iščem, vsak špil sem hotel vse dobro narediti, da sem improviziral in nekaj novega izumil, se spomnil, naredil ali glasbeno, ali odrsko, ali karkoli že. In mi je prišel v fazo dejansko, da sem že točno vedel, kako bom zapel, pa kje bom pa... Da ni bil izziv več. Ja. In zdaj s tem novim bandom, s katerim pač igram, so pa mladci, pa niso prav mladi, ampak res odlični glasbeniki in me spoštujejo in prav kopljajo za mano, čutim, da je uživajo z mano, ki jaz se znajdem v nemogočih situacijah, se jaz znajdem, veš, kako si marsikdo ne bi in uživajo, v bistvu tudi oni, bom rekel, pijejo mojo, učijo se od mene na nek način te zgodbe in uživam jaz in uživajo oni. In je fajn sinergija, ne. In se prav veselim konkretno za novo leto, za Silvestra, ko bomo igrali po moje prvič pred toliko ljudmi, vsaj oni, no, na Kongresnem trgu v Ljubljani. Main stage, glavni žur novo leta. Ja, in vem, da jim bo dogajalo ful maksimalno, meni pa tudi. In se veselim. Obenem bo pa potem malo težja naloga pa bo, da bomo nastopili 5. marca na mojem ekskluzivnem koncertu, ki je pa, to pa ne bo kao žura, pa bo to, kar si ti prej rekel, da bo sedeča zgodba. Akustika. Ne bo čisto akustika, ampak bo 1 na 1, se pravi srce srcu, razdajal se bom, povedal svojo zgodbo, ako ravno mi žena in moj najbližji pravi, da ne bo to stand-up na koncu, ker veliko govorim. Nekaj si zabaven, nisi, to se ne boj, da bo stand-up. Sem že bil nekje. Ja. V glavnem bom imel ta koncert z svojimi prijatelji, glasbenimi, plus bandom, in to mi je pa tako ena taka na Ljubljanskem gradu, 5. marec, ideja morda lahko kupijo na Eventimu že danes, karte za svoje drage za 8. marec, kam jih pelju za 8. marec, evo na Mikija, na Ljubljanski grad. Gledam te namreč zdaj, odkar si šel za sebe, solo kariero, res živiš, to ti moram reči. Dobre, izdajaš nove spote muzikom, pa ko te gledam, ko kaj objaviš, ko kaj govoriš, ko nekaj nastopaš, tudi prej nisi bil zdaj depresiven kurac, ampak zdaj tako se mi zdi, veš, da si se osvobodil, da si se osvobodil teh nekih pomislekov, nekih dilem in da si rekel, takle, zdaj ali nikoli, ker pa 70 letih bi bilo brez veze, zdaj ali nikoli. Točno tako, upam, da sem ujel zadnji vlak, z mojo vizijo, da bi rad nekaj za seboj pustil, neko sled, in delam vse z odprtim srcem, tudi nisem, morda je to slabo, nisem preračunljiv oziroma premalo tehtam kakšne stvari, ker grem po načelu, da se mi zgodijo stvari. Mislim, sploh ne grem, jaz samo grem in se mi stvari dogajajo okrog mene in jih samo sestavljam in pelam neko zgodbo, ne matram se, nekaj preveč programirati za vnaprej, ker potem se sam razočaram, morda. Jaz pa, ker grem with the flow. Kak si pa
zadovoljen z odzivom na tvojo novo muziko? Si pričakoval več, si pričakoval manj, je ravno prav, dobro, vedno je lahko boljše, ampak kje smo tu, iskreno? Iskreno ti povem, kar se tiče glasbenih radijskih postaj, bilo ful več, sploh slovenske pop glasbe, ki je ni. Se pravi, tudi mene konkretno, ampak ne vem, če lahko jaz veliko vplivam na to, je pa ena pomembna stvar, da sem pa jaz postal ful, ampak res ful zadovoljen z svojo glasbo. Uživam svojo glasbo in to pomeni, da ko jaz spremem na oder, jaz zapojem svoj komad in ga čutim in ga zaprem oči in ga odpojem in je to največ, to meni nihče ne more vzeti, nihče ni boljši na svetu od mene, ko jaz to naredim. In to je meni, prišel sem do te faze, da mi je to in čeprav nisem zvezda največja v Sloveniji, morda pa bo nekoč nekdo rekel, bo isto kar nekaj, pa ta komad je pa to organal me je, dober je. Ne? Pa bo potem rekla njegova namišljena punca, pa ta je pa res lep, ne? A greva na koncert. A pa se bomo počasi začela ta kepa valiti naprej. In da pustim sled za seboj, za svojo glasbo. Meni je čudovit od teh novih je ki si ga, to sem tudi napisal takrat na Facebooku, ki si ga posvetil, mislim, da vnuku, prvemu, zdaj ima že 5 vnukov. Vnučici, ja. Vnuka nimaš več. Kaj? Nimaš nekega vnuka še odprej. Vnukini je tak lep komad, če je to je to tako, sem ga jaz pohvalil. Ne vem, kaj ti nikoli nisem pohvalil. Ne, tega sem. Ja, čakaj, da zaigra ga, da vidim. Ko sem prvič videl te, kot zvezda si sijala, tvojih sem očeh videl modri ocean. S prsti si me stisnila, bila je pisem prava, napolnjen sem utrujena, bil močan je kot vihar. Nam je zmanjkalo. Poleti zdaj ponosno, kot pravi Peter Pan, naj te spremlja sreča tvoja, naj smeh bo tvoj vsak dan. Tvoja bo dobrota, kot dež na suhih tleh, tvoja meja naj ne bo. Vse, kar kliče, se ne bo. Vse, kar kliče, se ne bo. Vse, kar kliče, se ne bo. To je ta, ja? Veš, kako je to lepo, res. Malo sem tekst pozabil, pa da tudi moj tekst. Kaj, ne igraš na nastopih? Redko. Redko? Ja. Zakaj? Je kaj taka, a veš, ne morem, če nekje žur, ne morem z tega zaigrati. Žuri, igralec veliko imate skozi probleme s temi žuri. Igraj to, kar bi rad, ti si šel za to za sebe, da boš igral kar bi rad. Nekaj publika hoče. Rad zapojem, na koncertih svojih, ja. Je pa tako lepo, danes sem tudi eno zapel žuru na Martinovanju, zapel pesem, ker sem tudi joko zraven, ker na odru z bendom, ker sem zapel svojih hčeri, za prvi ples, ki se poročila letos. Spaš to. Tu med nama se je skala pot, na pamet ja pozna, in le majhen da je bil dovolj, da sebe ti dan. In prihodnost je zapisana z objemom pred ljudmi, nad oblake sva odplavala, kot eno jaz in ti. Vidi, da zate sem tu, a ko bo sonce zašlo, pride čas za prvi ples, ko ognjemet
poljubi nebo. Bova oba, pijana od zvezd. Bova oba, pijana od zvezd. Lepa, ne? Nadaljujemo glasbeni večer z našim današnjim gostom, Mikijem Vlahovićem. Lepo to mi je všeč, veš, da samo ne govorimo, da tudi igraš, kar se spodobi. Ne? In te vprašam še to, Miki moj. Ne? V nobenem podcastu še nisem kitar. Pa se to ti govorim, ker si samo človeka, jaz sem rekel, naredimo nekaj drugače, naredimo nekaj, da bi ljudje tudi poslušali, ne samo govor. Ne? In te vprašam zdaj pa še to, po čem si pa zadnje čase tudi zelo znan, je pa to, da se udeležiš vsake vaške procesije, ne? Vsake pasije procesije. Vse posod, kjer je karkoli, je zdraven Miki. Zdaj mi pa povej. Pa Nino. Počakaj, ali te povabijo, ali sam prideš, ali prosiš, da prideš, ali te imajo že kar na guest listi vseh prireditev možnih, koji kurac se dogaja s tem. Lej, tudi mene marsikam vabijo, pa ne grem, ker se mi ne da. Ne? Mislim, jebite se. Ne? Še na Lady Piknik nisem leto šel, ker se mi ni dal. Ne? Zakaj greš na čist vse? Vse ne gremo vse, grem pa tisto, kar me povabi, to pa res, večinoma. Če te na vse povabijo. Ne vse, ne, ampak na vse. veliko. Videl sem te, posod sem te videl. Na inauguraciji Trumpa, na inauguraciji Obame, še tam si bil pisan. Ampak kaj je fora, da si na to? A ti povem kaj? Ja, povej. Fora je, da se rad zapomni. Sploh ne. Mislim, itak. Včasih bi mi to več pomenilo, kot mi zdaj, ampak ne, grem živeti kvalitetno življenje z mojo ženo. Z ženko se spedenava in grejo ven. Pa zastojn je, ne? Ponovadi za pit, pa za jest. Zaradi pijače pa hrane ziher, ne. Aha, ampak jaz vem, da moja ženka, ona ima mravlje v rit in mi radi potujemo in ona rada gre. In če je to način, da pač greva tam, kar me povabi. Zakaj ne? Grem. Edin nočem pa, tako kot si zdaj ti me napovedal, ne želim si pa, vem, da je bil nekoč, mislim, da je umrl. Kaj že bil on? Dimitar Bitenc? On je bil še tam, kjer ni bilo prireditve. Ja, posod je bil. Ne? Upam, da me ne gledaš kot njega. Ja, si na dobri poti. Ja. Ampak on je bil 100 let star, pa je še kar hodil vse posod. Ne, se sem tudi malo. Vse je bil legenda, ne? Ampak hočem, ti ni odveč to, da posod greš, pa da srečuješ te ene iste ljudi, za katere... Ne, lahko ti pa vem, da je ful razlika med... Razlika, če so isti ljudje, vse posod. Ne, poslušaj, danes, pa pred 20 leti, te dogodki, ki so bili, ne vem, Viktorji, pikniki, ne vem, hudi te, je bil žur. Danes pa gledam mladina ta, ne? Mladina, to je sam, kdo se v skom posliku, pa niti se ga ne pijo, pojejo, vredno kaj. Tako, tega ni več. Tako da včasih staneva jaz pa žena, pa kaj že prek Murka, ta mala... Kdo? Dej žena, bolj na glas. Ja, kje, kdo? Regina. Z Regino ga žuramo na koncu. Ona je tudi taka žurerka, ki na koncu smo ta zadnji. No. Stara šola še. Veš, zakaj te to vprašujem? Jaz recimo sem dober, jaz sem posebnež. Ampak meni gre pri teh, bom iskren, brutalno, pri teh preditvah mi gre na kurac, ki je vse en tak blef, ne. Ker veš, da je vse kurac. Veš, da razumeš, tam srečam res 3, 4, 5 prijateljev, ki sem jih resnično vesel, vse ostalo je pa pizak, kvak. Pa vse zmer bilo. Ampak zato ne grem, ne? Jaz, ker mislim... Moram pa se, dejansko... Zato sem jaz, ne? Moram se pa, če praviš, moram pa se pojavljati dejansko, če sem se ti tako odločil, a veš, ker pač furam to smer, če bil pa nek depra zgodba, ne, bi pa pač šel drugače, pa ne bi pojavljal, bi pa sem zažgal kaj, ne vem, po bolj koga. Ker zgleda, kot da uživaš, da greš na to, ne, to ti hočem reči, ne. Glumi pa dobro, ne. Ker si pa pol na slikah vseh, ne, na vseh slikah si, ne. Ne smej priti zamer tega, ampak zato tudi grem, da sem opažen, da se govori o meni kot Mikiju, pač nova zgodba, to je za meni
pomembno. Ne? No, koliko si zvezda v Sloveniji od 1 do 10? Sploh nisem zvezda. Od 1 do 10. Koliko si znan? No, pa koliko si prepoznaven? To mi je enkrat nekdo v Grčiji rekel, en zelo inteligenten človek, in sem odgovoril na to vprašanje in bilo tako nerodno, tako mi je bilo bed, ker sem rekel, nekaj sem rekel 6, 7, tako isto me je vprašal v angleščini in pa vem, da se je smejal on sam sebe, kjer sem jaz budala, kaj zglumi, kaj jaz mislim, da sem neka zvezda. Narobe, pač jaz želim biti Miki, tako kot me vidijo, slišijo, spoznajo, želim biti tak na dolgi rok, oziroma želim biti na dolgi rok. Jaz sem to, kar vidiš, ni razlik, ali sem v časopisu, ali sem tam, mislim, vsaj tako, zdi se mi, da ne glumim toliko, no. Tudi včasih dobim kompliment, da se nisem spremenil, da sem že zmer to, kar sem bil, to mi je največji kompliment. Je pa veliko blefa v show biznisu, tudi ti veš, blefiranja, ampak jaz sem srčen in se tako vidim, da me nekdo izkorišča kot srčneža, se tudi jaz umaknem dosti hitro, ker imam tudi doma eno gospo soprogo, ki je tudi taka moja varovalka, ki je čarovnica, ki prebere ljudi pred mano in jo velikokrat poslušam in ima neponovadi zmer prav. Okay, gledaj, tudi si se odzval na ta moj dobrodelni koncert lansko leto, ne? Si bil eden izmed tistih številnih nastopajočih, ki bi rekel, kot je Gartner, ne? Sam pa bi imel probleme, ampak pustimo. Gledaj, si prišel, tako da globok poklon, bil si tudi na mojem roastu, ne? Eden izmed nastopajočih. Še danes mi žal, ja. Ne, verjamem, ja, meni bi bilo. To zgodbo sva tudi naredila, skratka, poznava se že vrsto let, no, tako ali drugače, ne druživa se zdaj pogosto, ampak vem pa, da če bi ti mene rabo kdaj, vem, da bi se jaz odzval. To sem 100%, pa mislim, da si ti isti. Ne? Tako da to mislim, da lahko kar rečem, da gre za eno vzajemno spoštovanje, vsaj upam, da je tako. Ne? In te vprašam to, ko si rekel, ne, ostal sem isti. Ne? Pa ni veliko, veš, je to strošena fraza, ne, bodi to, kar si, jaz se drugače ne znam biti, ampak ni res, veš, to je strošena fraza, ampak malo ljudi lahko ostane isti, glede na situacijo, v kateri se znajdejo. Ne? In se morajo, hočeš noče, spremeniti v pizdune, ne? Da preživijo. Ne? Vidiš, ti, verjetno tudi jaz, tako vsaj razmišljam, pa nisi tega naredil in si vseeno preživel. In mislim, da je to glavna kvaliteta za uspeh na dolgi rok. To je moja teorija. Hvala, bravo, odlična teorija. Ok, tudi, bom rekel, tudi moji prijatelji ali pa znanci, ko dobijo partnerje, tako kot si ti to namišlja na dubo, ne? Se boš verjetno tudi ti spremenil na nek način, ampak to ni nič narobe. Narobe je, če se spremeniš tako, black and white, katastrofa. Ne maram takih ljudi, ki se spremenijo na tak način. Zmeraj je, a veš, včasih, če sem bil sam, pa da me je poklical polnoči tip, bilo pit, ne, pa to se še zmeraj dogaja, ne. Zdaj rečem ne, čas bi šel, ne, ampak da pa si čist kontra, ne, kar si bil nekoč, ne, je pa tudi narobe. No. Ni vredo, ne? Ne. Ni vredo. Ženske pa spremenijo, to je pa dejstvo. Ne. Upam, da na boljše. Jaz upam, da ti mene vidiš, da sem se tudi jaz na bolj spremenil. Lepši si postal, ker s tistimi dolgimi lasmi, pa še s 30 kilami več si bil smešen, ne? Iskreno rečeno. Ne? Zdaj si pa prav šarmanten moški postal in te moram jaz kot ekspert za zunanji izgled, ne, te moram pohvaliti, da izgledaš boljše kot dajkoli prej. Kar je glede na leta velik kompliment in to z mojih ust. Pohvalim samo redke ljudi, ne, vizualno. Ne. Tebe pohvalim. Pa nisem nek delal, ki je veliko na sebi delal, ampak... Postaral si se kot vino, ne? Morda me pa, a veš, celo življenje govorim, da je žena izsesala vso mojo mladost iz mene. Ne? Morda se pa dogaja tudi zdaj kontra, da tudi jaz malo izsesam njo, ker jaz imam pa tako lepo ženo, ki z leti postaja, tako kot si rekel za mene, meni še lepša, to pa moram javno povedati. Lahko poveš. Pa moja žlahta je, se ne mora biti grda pizda. Bodimo iskreni. Ne? Ajde. Z vsem dolžnim spoštovanjem. Se bom vzdržal odgovora. Da vstaja, samo ona, moja soproga, zmer lepša je, res. Ko sem jo spoznal, je bila taka lutkica,
zdaj pa ženska, pa v najlepšem možnem imenu ženske, ona je ženska. Bravo. Pa se sta lep par, ne? Se ti moram priznati, da sta lep par. Mislim, ona je lep, jaz sem sam par. Ne, si tudi ti, mislim, ne bi te, če bi se ti pogršal, ona bi te zamenjala, to bodi sigurno. A res? Ja. Lej, ženske pravijo ne, pa ni to tako pomembno, ne nakladaj. Ne. Vsaka ženska ima rada lečednega fanta ob sebi, če ga nima, pač ni dovolj samozavestna, nema grde, kako jo jebe, ne, ampak hočem reči, da ona tudi vidi v tebi, da si se polepšal, izboljšal. Ne. In tudi verjetno zato je, ja, seveda ti nekaj ti ne sme, ker si prevzel, ne, to ti lahko jaz rečem, ne. In zato je tako dolgo tudi s teboj, ker se tudi ona rada s teboj pokaže, ne, če to je pa moj Miki, leta se mu zelo dobro poznajo, ne. To sem jaz siguren, da to ona reče prijatelj. To rad venkrat, da bi bil muha, da bi znal ona ne rabi reči. Ona to s pogledom pove. S pogledom pove, verjemi ti meni to. To ti meni verjemi. Me pa presenetila, neverjetno, to v začetku povedal, da je zapela pred 120 ljudi. Ona meni ne poja, viš? Ja. Meni se ne upa. Pa je znala pet. Je lepo zapela. Veš, kako je zapela. Porka Madonna. Tako je zapela. Sicer nisa nikjer doma nisem smela vežbati, ker je se zraven tača pa tast, da ne bi slišala, kaj vežbava, ne? In sva vežbala v avtu, ne? Velikrat in sva potem to zapela in to je bilo tako lepo, ne? Ker so šla po stopnicah dol, tako dol. To si objavil, video, ne? Ne vem, če sem objavil, bom pa sigurno še objavil. Delčki se mi zdi. Morda je delček, no, pa ko si že omenil tasta pa taščo, torej starša od tvoje, ne? Ti veš, da sta veljala ona dva z enega najlepših ljubljanskih parov? Ne, veš? Ne. Zoran je oče, ne? Ja. No, Zoran je veljal za lepotca. Pa mama isto. To je tvoja žlahta spet, ne? Moja žlahta. Zoran je sestrič od mojega očeta pokojnega, ne? In on, on je veljal za lepotca. Oprosti. In ni čudno pol, da se to prenaša zelo dobro. Je pa taka. Pa ženska isto, žena isto. On je star 75 let, mislim, da. In je tak frajer, še zmeri pleše, moče malo manj pije, na žurke, še zmeraj gre iz vsake žurke za zaden. In jaz sem rekel večkrat, da bi želel biti s mojo ženo, da sva ista, kot sta ona dva, ker sta res sta debesno. No, vidiš. Se v bistvu, tudi dosti ljudi me je vprašali, kako da se si lih, ker tašča tudi praviš, to huda, da se si lih Petro zbral, da ne taščo. To so provokacije, veš? Da. Radi bi te zjevali, pa da ne more. Ne? Miki, to vprašam vsakega gosta, pa bom tudi tebe, ne? Kdaj si nazadnje jokal in zakaj? In seveda, če je veliko jokaš, če si dovoliš to. Ne vem, kaj se pričakoval, ampak jaz sem povedal, da jaz, ko smo tukaj, ko ležimo in gledamo filme, družinica, jaz pa hčerka, to je najboljši kader, da si predstavljal, ne? Televizija tam, jaz sem kle, tamle je žena, zraven je hčerka, je bila, no? Dokler se ni poročila. In jaz in hčerka sva oba jokice, mi se dereva na limonade, na gluposti, ker sam se reče pa dejno, a viš ameriško bullshit, ampak meni teče dol. In potem Petra je pa tako hladna, ona pa ne reagira, ne? Se v njej verjetno, ampak zunanje ne reagira. In potem se mi dva oba greva, spogleva čez Petro in oba objokana, ne? Kdaj sem pa nazadnje jokal, sem pa jokal kleg, ker sem jih prej omenil na Martinovanju, ker sem zadnji komad, ker sem že končal in pa sem še 3 komade mogel zapeti in sem zapel ta prvi ples in so bili pod mano Indijci. Indijci. Ker so me tako čutili, da ne znam povedati, ne razumejo nič, pa Italijani, pa Slovenci, pa Španci in toliko sem emotivno zapel, a veš, ker glasba je emocija, tudi besedilo, konkretno ki sem ga pel na svoji poroki 29.6.1996, ker sem potem med petjem razmišljal, da bom to pa naredil v slovenščini in potem sem naredil a ti, spomniš se kdaj na najin raj, a ti še doživiš tiste lepe dni in noči in tako naprej, jaz do danes še ne vem, v čem komad poje, in v italijanščini. Jaz naredil pa svoj tekst v slovenščini in ga
čutim, tudi slovenskega, ne? Tudi italijanskega čutim, pa ne vem, čem pojem. Hočem reči, da je glasba so energije, ki ne rabiš razumeti, ampak ti čutiš, kaj ti on dol daje, lahko tudi. Tle sem jaz dober. Ok. Miki, če proti koncu obrneva malo vloge, ne, in dam ti možnost, da me vprašaš 3 vprašanja, karkoli ti srce poželi. Ok, number 1. Izvoli. Kdaj boš nehal uporabljati, čeprav danes si... Ja? A to hitro, nisi pričakoval? Nekaj. Jaz te imam furat. Ja. Jaz čutim, kdo si ti. Videti ni, ne? Ampak dobro. Vem, da si res fejst poba, olikan poba. Pazi, to bojo gledalci in gledalke težko razumeli. In zdaj bom nadaljeval, zakaj je olikan. Jaz vem, da je olikan. Jaz mislim, da bi se vsi vi, ki tole gledate, z mano strinjali, da bi poskusili prepričati tega Petra Graša na moji levi, da bi nehal toliko priklinjati, ker ne rabi biti, ker ni frajer, če reče kurac, pizda, fuk. To sploh danes nisem rekel. Čak se malo, zdaj se jaz govorim. Oprosti. Okay. Ne rabi biti, oziroma ni frajer, če bo tako grdo govoril, ker je odličen dečko in lahko uporablja, ne rabi uporabljati grdih besed. To je, v bistvu sploh ni vprašanje, ampak je pobožna želja, oziroma nasvet. Ja. Drug nasvet je... Pusti svete zdaj, pa vprašaj me nekaj. Ja, pa se vprašam. Ja, ok, zvoli. Se pravi, te tvoje vprašanje bom na svete spremenil. Okay. Drugo vprašanje, zameni, oziroma ta psihiater, ki k njemu ti hodiš, jaz ti res privoščim tole namišljeno punco, ker moče bi bil res čas, da si najdeš eno dekle, lahko je tudi iz Celjskega konca, lahko je kakšna zdravnica ali pa tako, kaj je tazga, normalno žensko si najti, iz mesa in krvi, da se je lahko primaš in odpeleš domov. Lahko imaš tudi psa z njo, ali kaj tazga. Da bi si najdel eno tako punco, pusti te tvoje psihiatre, psihologe, ki te učijo, da si najdeš eno namišljeno. Jaz mislim, da je čas, da si sam najdeš eno resno punco. In kot zadnji nasvet je to, da pridi večkrat k meni na obisk. Če mi nisi nikoli povabil. Ne rabiš biti povabljen. Nikoli me nisi povabil k sebi. Jaz imam najraje obiske, ki pridejo. Nepričakovane obiske. Ja. Res? Ne tisti, da me pokličejo en teden prej, 14 dni, en mesec prej. Pridi, če te imam rad, ti bom odprl. Če te nimam, ti bom sam vprašal, imate kaj za pusta hrusta, pa bom zaprl. Tako da si dobrodošel pri meni. Upam, da naslednjič priješ za svojo resno punco, ne namišljeno. No? Miki, glede teh kletvic se moram oglasiti, če mi dovoliš. No, zdaj sem končal. Ja. Moram pojasniti. Ne? Dejansko imaš zelo veliko prav, pa tudi malo narobe. Ne? Prav imaš v delu, ne? Sam mogo bi spremljati mojo razvojno pot pri povezovanju prireditev, kjer ni ciljna publika perverzna in tako naprej, ne? Ker so normalni ljudje. Obstaja tudi tako? Ja. Obstaja tudi tako? Obstaja. Ne? In 5 let nazaj sem bil točno takšen, kot si ti rekel. Kaj je zdaj, fukate kaj, kje so roke? Ne? Pol pa sem ugotovil točno to, kar si ti zdaj rekel. Da jaz samo, da že pridem, ne? Jaz nisem Gardner, halo. Jaz ne rabim se dreti pa govoriti to, kar si ti prej rekel. Ne? Ampak to moraš pogruntati. Ne? Torej, zakaj bi povzročil besedni škandal, ne? Pa bil všeč samo 1/3, če si lahko všeč vsem, pa si še vedno frajer. Ne? To, kar se tiče prireditev. To sem zgruntal in tega se zdaj držim. Pa na rado sem, da tudi poslušal si to. Vidiš, imaš. Ne? V redu. Smešen si. Ker vem, da bi klej bi opalil. Ampak ne smem. Ne. Ja, okay, ne? Ampak hočem reči, ampak glej, ne? Kar se tiče bordela, to je posebna zgodba. Tam je šlo na hard, ampak pri podcastih je pa tako. Tam, kjer vem, da lahko, tam bom. Ne? Tam, ko vem pa, da ne smem, pa ne bom. Ne? A veš, ne? Ampak imaš pa poanto, s katero ne boš verjel, se deloma strinjam, ne? Da kletvice lahko odvrnejo gledalca
ampak jaz imam občutek, da jih znam izgovoriti tako, kot jih samo jaz znam in da grejo skosno. Zdaj, če se motim, mi pa povej. Ne, jaz razumem tebe in kletice, tako da res takrat, ko ti govoriš grdo, se zadereš, res opozoriš na sebe, takrat so vsi zgroženi, ne? Tako da takrat res vsi gledajo. Ne? Zdaj, če je to dobro ali ni dobro, dobro je to, da te vsi gledajo, če te pa poslušajo, kaj si hotel povedati, ja, pa ni dobro verjetno. Tako da še zmer govori kurac, pizda, pičke. To sploh danes nisem govoril. Ja, to sploh jaz danes nisem govoril. Ja, ampak sam zreduciri to. Okay. Se pravi, koliko na uro jih lahko uporabim? 2. Fuk, kurac, pička. Eno ali drugo. Ne, Ne. Aha, eno ali drugo. Ja. Če so 3, kaj eno ali drugo? 2 pač. Ja. Fuk, kurac. Ali fuk, pička. Ja. Miki, proti koncu sva, da ne bomo predolga, še imaš kakšno pesmico, ki je res lepa in s katero misliš, da bi mene ganil, ko sem zelo zahtevna baladna publika. Kjero imaš za mene? Me lahko preseneti s kjero. Lepo je biti glupi šašav, kao ti, tuari wap, kao ti, tuari wap, nitko kao ti. Lepo. Lahko bi ti lepe pel, no, pa... Ja, pa nočeš, ne? Ne, hočem, da ti tvoje namišljeno, vsem, da prijez namišljeno na moj koncert 5. marca na Ljubljanski grad. Bo kaj, fajn ga tam. Mislim pač, bom jaz s temi tvojim psihologi govoril, da moče jaz kakšno tvojo... Ker jaz edini slovenski ima več psihologov, jaz nimam samo ene. Vsak problem imam svojega, ne? Morda bi bilo dobro tudi psihologe enega na drugega spraviti, ne? Ja. Ker jaz sem bil po eni psihologi in pa imam feeling, da sem jaz bil večji psiholog do nekoga do mene. To se meni tudi zgodi, ja. Lupa, Miki, če te mogoče še tole vprašam, recimo, da bi zdaj jaz rekel, da nared komad v men, da si ga zmislil. Ta bi bil primer. Si ga lahko zmisliš? Bil je lepi dan, ki se je prevesil tja v večer. Vse je bilo okej, ampak sem naredil eno napako malo prej. Povabil sem domov Iztoka, fucking Gartarja, in on je res prišel. Oh yeah, Iztok je prišel. Oh yeah, podcast je zdaj posnel. Oh yeah, tudi Peter Grašo bi zardel. Zdaj to foro, le. Dame in gospodje, to je bil Niki Vlahovič in njegov pojoči kurac. Okay. Miki, zadnji stavek, s katerim se boš poslovil od najnih gledalcev in po katerem se te bodo spominjali še vsaj 100 let po smrti, bo kaj? Življenje z mano je lepo. Upam, da bom tudi v vas, ako ravno gledate njegovo oddajo, nekoč nekje v živo prebudil kakšne lepe, globoke, topla čutila in da bo moja glasba prišla preko vaših ušes do vaše duše, do srca, kjer boste pogledali v osebo poleg vas in ji rekli, rad te imam. Ki je tudi moj komad. Leta so le znak,
da mi zvesti tvoj korak posod. Da nam cel komad pel, rad te imam, tudi tebe imam rad, isto Garta, brez fucking, ker zdaj nisi več fucking, si v redu, želim ti vse dobro, upam, da bo ta nadcast uspel in prvošim ti eno nenamišljeno punco, da te bom rada imela, ker si to zaslužiš. Dame in gospodje, to je bil Miki Vlahović, če smem še jaz dati monolog na koncu, ne? Če smem. Ne? Velikokrat rečem, ne, pa reče, ja, pa to pri vsakmu rečeš, pa to pa ne, pri mnogih reče, kaj moram reči. Ne. Tukaj pa bom rekel res. Ne. Tako sem ti rekel na začetku in ustrajam pri tem. Ne. Ene goste imam v podcastu zato, ker vem, da bojo fajni za rating, ne. Ker vem, da bojo naredili pizdarijo, ne. Ker vem, da pač, razumeš, jih treba povabiti, ker je to fajn. Ene naredim, ker se mi zasmilijo, ne, pa jih ne vem drug ne povab, pa jih povabim jaz. Ne. Ene pa naredim zato, ker jih fucking hočem imeti zraven sebe, pa ne v podcastu, ampak v video spominu. Ne. Pa če ne naredijo nobenega ogleda, me boli kurac, ne, ker bom imel zavedno ta posnetek, kako sedima na tvojem kavču doma in kako si pel pesmi in kako si naredil na koncu celo pesem zame. Ne. In drugo me ne briga in ta spomin mi ne bo vzel noben. Imel boš vsaj 2 gledalca, to je Zoran in Irena, moja tašča in tast, tvoja žlahtnika, ker jim bom povedal, da si rekel, da sta bila najlepša v Ljubljani, tako da 2 gledalca imaš zihar. Hvala, Miki. Dame in gospodje, to bi bilo vse za nocoj. In kaj ne rečem, ne? Ni mi žal, da sem prišel. Ne? Lahko bi bilo boljše, Ko bi tudi jaz to lahko bi bilo pa slabše. Ne? Ja. Ko bi tudi jaz lahko rekel. Si na roastu pozabil, kako šalo na moj račun, pa bi jo rad zdaj povedal, da te še to izzovem, predno zares končava, čeprav bi že morala, pa očitno ne bova. Ne, nočem teh žalostnih zgodb ponavljati. Ja. Pa sploh, ker vem na koncu, če bi karkoli ga zdaj zrostal, bi potem on vstal in bi se spet drl, ker je čez celo dvorano, kako se je drl na roastu, in spet pošiljal vse možne rodilne kraje. Ampak zanimiva izkušnja, moram reči. Naslednjič, ko me boš povabil na roast, pozab name. Ok, pošteno, se te ne bi. Ne? Dame in gospodje, to je bil Miki Vlahović, uživite, držite se in se vidimo naslednji teden. Čau. Ako te pitaju, moja ljubavi, jel vi policije imamo na svijetu sve. Ako te pitaju, moja ljubavi, reci, ja bez tebe, triba nam malo, triba nam samo, da se ljubit znamo. Triba nam malo, triba nam malo, triba nam samo, Da se volit, ne ljubit, volit, ja, volit. ljubiti po moje. Ne, Ne preveč. volit je pisati. Ja, bravo. Ja, no, to je bil dodatek k najnem podcastu, dame in gospodje. Spodobilo se je, hvala lepa.